Zanima me, prvo kot prvo 10. obletnica, mednarodni festival, verjetno ogromno enih stroškov, pa me zanima, ja, jasno me zanima, kako se vi financirate, koliko vam pomaga recimo država, koliko vam pomaga mogoče mestna občina Ljubljana, oziroma kdo vam pomaga, ker to je verjetno en velik finančni strošek. Je, da, mislim, dejstvo je, da ta sredstva obstajajo znotraj lokalnih financerjev več ali manj isto, medtem ko življenje se draži, pa tudi umetniki čez dalje manj pristajajo na to, da smo neka revna vzhodnoevropska država in nekako jih ne moramo več na neko egzotiko, tako da v bistvu je to res, vsak projekt, pravzaprav vsaka predstava je finančni, je poslovni projekt zase, tako da za vsako, ne vem, če vzamem samo otvoritveno predstavo Štefana Kegija Rimini protokola, nam pomaga recimo Pro Helvecija in blazno se angažirala tudi švicarska ambasada, ki je sama iskala sponzorje. In tudi našla, ja, Stadler, pravzaprav firma, ki še ne obstaja, ki še ne vzpostavlja se tukaj na našem trgu, je pa v bistvu sezovalci vagonov, ne? Ja, kar seveda potem tudi vsebinsko. Se pravi, in tako vsaka predstava ima na en način Mislim, to so take male vojne, ne? Zdaj recimo že za art in šok, to gre v take podrobnosti, da si se sposobni dva dni na telefonu viseti za 10% popust za letalske karte, ker je to pač tako drago, prileteti. Ampak v bistvu je tako, da je približno polovico sredstev, se pravi, prispeva ministrstvo in mestna občina Ljubljana, polovico jih pa zberemo sami, ne, preko bodisi sponzorstva tujih fondacij. Če sam že pogledate zadnje v katalogu, koliko jih je, verjetno daj eno sliko. Nekateri so nam res zvesti že od začetka, naprimer, kaj se mara, ki nam da recimo, ki nam skrbuje z računalniško opremo, že bunker celo leto. Ne. Se pravi, veliko stvari tudi nekako v uslugah kot v denarju in pa tuje fundacije, ne, ki pa se žal iz tega konca sveta precej umikajo, ne, recimo British Council, recimo ima zdaj čez novo politiko, tako da kar je borba za evropska sredstva so pa zelo Recimo ta projekt Prostori domišljije je delno financiran iz evropskih sredstev, kar sicer na prvo žogo izgleda fenomenalno, pa se izkaže, da je to vse, mislim, da je fenomenalno, ampak da je to en manjši del sredstev in da je za vse ostalo še vedno organizator odgovorni sam pridobiti. Skratka, za mobilnost, naši budžeti so recimo v primerjavi s hrvaškimi podobnimi festivali, so v bistvu, festivali recimo v Sloveniji so precej manj subvencionirani. Pa če primerjate recimo zdaj pa 5 let nazaj recimo festival pa sredstva, kako jih dobiti, se pravi način oziroma posluh, ne vem, države ali pa sponzorjev, kakršnih koli že, je zdaj lažje ali težje? Isto je. Nič boljše. Isto je približno isto. Mislim, ni kakšnih blaznih razlik, kar se tega tiče. Seveda festival vsako leto malo raste, se pravi, vsako leto smo malo boljši, vsako leto je za spoznanje. Tudi tako, recimo, publika se mi zdi en fenomen mladih levov. Tudi je, če smo imeli neko dosti zvesto jedro festivala, se vsako leto pomalem veča, ali pa število tujih producentov, ki pride na festival, se tudi vsako leto večja. Prejšnje leta smo organizirali kakšne te mrežne sestanke, se pravi, da jih je bilo že tako 15, letos so se pa pravzaprav, zdaj že imamo nekih 30 registriranih in še po mojem, ma ne več, ko so sami že 45. Jaz pa tako razmišljam, en krasen festival, pa to pa pridejo odlična gostovanja in potem pridejo samo na to predstavo. Ste zdaj razmišljali, da bi potem, glede na to, da je že konec avgusta, da bi lahko še kam šli v kakšen drug konc Slovenije, mogoče umetniki. Najprej tu, potem pa še, ne vem, na 2 konca, pa tukaj nekje se nek budžet zraven dobi. Dobiš ga ne zraven. To je samo dodaten strošek potem. Zelo iščemo partnerje v tem času. Za nas je to kot eden najbolj ugodnih časov se izkazal ta konec avgusta. Nasledka so nam vsi še tle, sem katalogo pisala, sem si rekla, pa ne konec avgusta, se ni nobenega v Ljubljani, ampak v bistvu se je izkazalo, da je to v bistvu ta prav čas, ko so ljudje pridejo malo spočiti nazaj in so veseli drugega in se res hočejo pravzaprav z levi nekako štartamo v sezono gledališko na način. Ampak
zelo iščemo recimo mi partnerje naokrog, ne. Ampak veš, kje so naši partnerji, recimo za predstave so en festival na Nizozemskem, tale Nordzen, pa en festival na Švedskem, recimo za te kakšne predstave, ki pridejo daleč, ne, pa en festival iz Švice, ki je v tem času, kot mi recimo, ampak to pride upoštev samo... Ja, ona je delala prvič predstavo Ripley. Latitude Poza. Ja, je bila premiera v Sloveniji, ker so koproducenti pa tudi prej je delala že predstavo. Ona je bila na daljšem rezidencu tukaj, tako da je dosti, že nekako cepljena. 3-mesečno štipendijo je imela, se mi zdi. Je pa zanimivo, da se vsako leto izkaže, da so zelo, zelo dobro obiskane slovenske predstave. V nasprotju s pričakovanjem, tudi če so se recimo že veliko igrale, ne, je to mogoče čas, ko ljudje, ki čez leto, ne vem, ali ne utegnejo, ali vedno zamudijo, ali pa grejo še enkrat gledati, tako da so ponovati slovenske predstave zelo dobro obiskane. Ja, se časi kar zbojim, ne, kar je čas poka, ne. Tudi mi se zbojimo. Imamo dva testirano tribuno. Ampak skušamo ne pušti se bi pred vrati. Jaz imam še eno vprašanje. Ne morem mimo tega, ne, da ne bi opazila, da je 7 mladih dam sedi tule. Pa me zanima, kako to, kje so pa moški. Ja, ni mesto ženske. Ja, če bi bili cinični, ne bi rekli, da v underpaid poklicih delamo samo ženske, ne? Ampak, kako pa jaz vem, imamo tehnike, ne, ki so moški, da ekipa ni čist ženska, pa med festivalom se sploh ogromno družimo, ne, ker smo skozi elektrarni, tako da... Ampak bazično skupino pa tvorijo same dame. Da to pač tako pride, slučajno. Pa ni, da nismo poskusili. Spravi, da niso prilagodljivi, kaj? Ampak nismo pa diskriminatorni, smo odprti, ne? Ampak to je fenomen v CD Evropi, da je zelo v kulturnem managementu če dali več žensk. No, se to me zanima, zakaj mislite? Ker je zelo plačan poklic, nihče od nas ne zaposlen. Umetnost postaja vse bolj emocionalna. Mislim, to pač... Dobra hipoteza. Festival Mlade Revine. Ja, ampak, mislim, jaz ne bi kakšni... Zgolj na ključje pa. Ja, jaz ne bi kakšni teorij iz tega delala. Emotivno smer, ne, eno zastranitev, pa bi rekla, da je Bunker ena taka organizacija, ki funkcionira na neki emotivni bazi, ne, pa ne, da bi se mesto prihitala v pisarni, pa brali horoskope ali pa se pogovarjali vse, ampak bolj na ravni tega, da je neka skupna energija, ki pa je pol bonus tega poklica, ki finančne nagrade pač ne prinaša, ne. In da vzdušje v pisarni je dobro in da zato tudi pridemo vedno cela ekipa na tiskovko, vedno se skupaj delajo stvari in skozi to se tudi generira tako in novo znanje in en tak poriv najbrž za festival in za vse ostalo.